Vsekakor sem vas zgrešila. Ampak zdaj sem tukaj in upam, da boste ostali z mano v oddaji o parašportu, oddaji Tempo. Tukaj smo za vas pripravili kar nekaj zelo zanimive vsebine. Malo bomo kolesarili, malo bomo igrali bočo in mnogo drugih aktivnosti. Ostanite z nami in poglejte napovednik. V družbi mladih z invalidnostmi in njihovih družin smo se udeležili družinsko-šolskega maratona na Maratonu Franja. Pred odhodom na Evropske paraigre mladih v Turčiji vam predstavljamo igralce boče. Udeležili smo se strokovnega online posveta v okviru programa Postani športnik ter dogodka namenjenega informiranju mladih športnikov in parašportnikov o finančnem opismenjevanju. Tudi ljudje z različnimi invalidnostmi radi kolesarimo. Jaz uporabljam običajno kolo, ki je sicer malce prilagojeno za mojo levo roko za lažje zaviranje. Tisti, ki ne morejo uporabljati nog, imajo ročna kolesa, nekaterim pa se lahko doda tudi motor. Veliko je možnosti za to, da lahko tudi invalidi uživamo v kolesarjenju. Parakolesarji se že vrsto let radi udeležujejo tudi družinsko-šolskega maratona, ki se odvija v okviru Maratona Franja. Takole so se imeli letos. Maraton Franja je že vrsto let več kot samo kolesarski maraton. Je blagovna znamka, ki združuje pester nabor kolesarskih dogodkov za vse okuse, za rekreativne in amaterske tekmovalne kolesarje. Tu so vožnja na čas, turistična barjanka, otroški kolesarski izziv, letošnja novost MTB izziv, družinsko-šolski maraton, pa seveda osrednji dogodek veliki in mali Maraton Franja, ki na štart privabi tudi parakolesarje. Mi smo se posebej ustavili na družinsko-šolskem maratonu in na kolesarski potep pospremili družine, ki so svojo ljubeznijo do aktivnega življenja tudi nepogrešljivi del paralimpijskih taborov za družine. A še preden so se podali štarta, so se takole zbrali in pripravili na še eno skupno dogodivščino. Luka je bil lani zelo navdušen, hčera Vida tudi, tako da smo se z veseljem in nestrpno pričakovali, da se bomo lahko tudi letos tega dogodka udeležili. Pričakujem, da bom zmagal. Pa ga bojo navijali zame. Pa ga bom varno prispel. To je naš Anže, cerebralno paralizo in letos pa prvič, v bistvu, da se cela družina udeležuje maratona in se prav veselimo že. Tudi eno tako druženje med ljudmi. Na štartu so se skupaj združili mladi z invalidnostmi in njihovi starši pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja in kolesarji po možganski kapi iz kluba bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo. Luštanje zaradi tega, da pokažemo, da tudi mi zmoremo, čeprav smo ovirani gibalno. Samo probleme z ravnotežjem. Zato tako kolesa vozimo, ker ne moramo navaden kolo peljati. Vsak let, že kar 8 let, 9 let nekaj tazga. Veliko me pomeni, da odpeljem to in neko zadovoljstvo, da vemo, da lahko ta krog naredimo. 25-kilometrski krog je kolesarje popeljal iz štarta v BTC Cityju do Domžal in nazaj. Parakolesarji pa so lahko izbrali tudi nekaj kilometrov krajšo razdaljo. Jaz bom popeljala 3 družine na 7 km zdaj do Bokača. Se bomo skupaj peljali, podružili tam in potem se bomo pridružili ostali družinski Franji. Neka nova izkušnja in super, se že veselim. Sem hotela malo zabiti čas, ker doma mi je dolg čas, ker sem sama, pa nimam družbe. Pa tukaj pa malo spoznam še te, ki so na vozičku, ker jaz doma pač nimam, pa tudi v šoli, ker hodim na normalno šolo, ni nobenega tazga, ki bi bil na vozičku, tako da mi je fajn, ker se družimo pa tako. A letos grem prvič, tako da, ja, tako da se že ful veselim.
V času dogodka pa so se obiskovalci lahko preizkusili tudi na ročnem kolesu, kar jim je omogočila Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, o pomoči dolgoletnega podpornika Zavarovalnice Triglav. V redu, samo malo težko je peljati. Bili smo na maratonu Franja, sem pa vozila kar navadno kolo. Po približno 2 urah so se kolesarji začeli vračati na izhodišče v BTC Cityju. Vsak udeleženec je prejel spominsko medaljo, pa še krof in sladoled za vse porabljene kalorije na poti. Super je bilo, danes smo šli ta dolgo, tako da mislim, da smo vsi trije zelo uživali. Malo smo kar pospešili na cajte, tako da je bilo kar fajn nekaj zase tudi narediti. No. Vesel mi je, ker smo na cesti, ko pomagamo preveč ruka. Radi kava. Je treba vse skozi prgano odzad, tako da je kar treba dirkati. Ja. Ona uživa v temu in pač cela družina ima nekaj tudi od tega. No. Tako da radi pridemo na take stvari. Ja. Se z lepimi občutki obračajo tudi že proti prihodnjemu letu? Vse po sreči pridemo. Če nam zdravje dopušča in vse skupaj, ja, verjetno, da pridemo. Let pridemo spet. Tole je bil odlično preživet dan ob športni rekreaciji. Zdaj pa nadaljujemo oddajo s tekmovalnim parašportom. V mesecu juliju se bodo v Istanbulu v Turčiji odvile Evropske paraigre mladih. Slovenija se bo z mladimi parašportniki predstavila v paraplavanju, paranamiznem tenisu in boči. V naslednjem prispevku vam predstavljamo 3 mlade igralce boče, ki se pripravljajo na svoj nastop na igrah. Živjo, jaz sem Anže, star sem 15 let, imam brata dvojčka. Živjo, jaz sem Enej, jaz sem od Anžeta brat, prihajam iz Ljubljane in sva igralca boče. Živjo, jaz sem Borti Tjerlah, star sem 20 let, prihajam iz Gorenja vasi na Dolenjskem in se rad ukvarjam z bočo. Bor, Anže in Enej sestavljajo slovensko mlado reprezentanco v boči, ki se bo letos v mesecu juliju udeležila Evropskih paraiger mladih v Turčiji. Za vse 3 bo to prvo tako veliko mednarodno tekmovanje, pa jih še malce spoznajmo. Bočo sem že prej igral, tako bolj rekreativna pa med športno vzgojo. Resno se z bočo ukvarjamo od leta 2021. Ponosen tudi na to, da sem bil posamični državni prvak v letu 2024. Bočo sva začela igrati lani marca. Gledala sva video posnetke in sva videla, da je ta šport vključen tudi v olimpijske igre in pa je to naj veselil in sva se odločila, da bo tudi midva trenirala. Najbolj si želim iti na paraolimpijske igre in ja, imamo ful ciljev za naprej. Pri boči moraš veliko razmišljati, katero kuglo boš vrgel, moraš razmišljati poteze, kako bo kdo naredil, že vnaprej. In to je tudi šport natančnosti in razmišljanja. V bistvu na enem smislu je zelo podobno šahu, s čimer se tudi ukvarjam, pa je tudi pomembno razmišljanje in taktika. Pri boči se vedno uporabljajo modre in rdeče boče, s katerimi raje igrajo. Ja, raje uporabljam modre boče, zato ker z njimi lahko začneš 4. set, pač ta zadnji set v igri. Modre, zato ker so rdeči, tisti rdeč mora iti prvi na vrst, ti imaš pa med tem čas, da razmišljaš, kako bo on vrgel, kaj je rdeč. Tako da absolutno imam jaz raj modro barvo. Jaz sem pa raje rdeč, zato ker bom ta prvi vrgel, onega belo bočo, pa zraven še rdečega in če ga bom dobro vrgel, ga bom zaprl in pol ne bom mogel zbijati. V sami igri raje približujejo svojo bočo ali zbijajo nasprotnikovo. Raje zbijam.
Raj zbijam. Tudi raj zbijam. Kako pa bi opisali sami sebe? Oba sva zelo vesela, rada se pogovarjava, imava zelo rada šport. V prostem času sva rada na računalniku, rada igrava tako igrice, kad naj to malo pomerja. Po začaju sem tak človek, da rad govori pa to. Pa sem bolj živahen večinoma. Je, da grem tudi ven s prijatelji, pa da se družimo pa to. Sicer pa na tekmah pa to mi tudi drugi govorijo, da delujem zelo hladnokrven. Pač tako, da nisem nervozen pa to. Fantje pri svojem športu potrebujejo asistente in vsem trem pri igri pomagajo kar njihovi starši. Jaz sem Vesna Komar, mama odbora Tita Jerlaha. Jaz bom Borova športna asistentka, ker v njegovi kategoriji BC3 on tekmuje zraven po rabi asistenta, kar sam skoraj da nič ne more. V bistvu daje samo navodila in jaz delam po njegovih navodilih. Sem Matjaž Strasberger, očka Anžeta in Eneja Strasberger. Z mojo ženo sva tudi asistenta, ker tekmujeta fanta v BC1. In tudi trenerja, tako da smo vpeti kar močno v ta šport. Bor ima zelo hitro napredujočo Dušenovo mišično distrofijo. On je v bistvu vsak dan slabši fizično, ampak ima v sebi ta borben duh in ne predamo se. Zelo inteligenten, zelo vztrajen, kar je včasih druga beseda za trmast, ampak ta njegova trma oziroma vztrajnost sta ga le pripeljala kar dalečno, kar si zasluži, ker je vztrajen, ker je skromen, da vse od sebe, kar največ lahko da. Ona dva imata cerebralno paralizo, diagnosticirana naj bi bila 4. do 5. stopnje. Tako da ne morata hoditi, zato sta na vozičkih. Mama je to zelo veliko pomeni, da so se one dva najdla v tem športu, da greste žarom na trening, ne tisto, da se mi pa ne da, pa ne. Tudi one dva spodbujata, gremo. Tako da tudi mi dva rasteva s temo, ne samo one dva. Pa zaključimo tale klepet še z nekaj mislimi o prihajajočih evropskih paraigrah mladih. Da prinesem domov kakšno medaljo ali pa da imam vsaj dober rezultat. Moji cilji in želje so to, da imam dobre rezultate in da hodim po svetu. Pa da spoznam čim več novih ljudi. In v Turčiji si želi spoznati tudi nekaj značilno turškega. Da malo spoznam kulturo, pa da probam turško kavo. Čeprav sicer kave ne pijem, ampak bom probal, kaj me zanima. Kdo bo zdaj? Ti. Da bo v Turčiji vse premagala, sicer ne vem, kakšna bo konkurenca. In bom spoznal njihove taktike, pa da bom dobil kakšno novo izkušnjo s tem. Veselim se zelo, ko mi čakam, da bo to tekmovanje. In ja, novim cilom nasproti. V mesecu juliju pa veliko tekmovanje, Evropsko prvenstvo v Zagrebu, čaka tudi njihove starejše kolege, ki so fantom takole zaželeli srečno pot. Želim jim pa, da izrazijo to, kar izrazijo na treningu in vsakdanjem življenju. Veliko poguma, vztrajnosti, moči in jaz verjamem, da bodo bili uspešni in da bo zelo lep rezultat. Mlajšim bi zaželel srečo in da bojo doživeli nove izkušnje zunaj in da bojo prišli nazaj še močnejši. Ko nas parašport pritegne in začara, bi tudi mi samo še trenirali in tekmovali. A parašportniki moramo še toliko bolj misliti na vrsto drugih stvari, ki jih potrebujemo za kvalitetno življenje.
Zato smo se tudi parašportniki z veseljem udeležili dogodka, kjer smo se pogovarjali o karieri po karieri in finančnem opismenjevanju. Športniki in parašportniki so se na Brdu pri Kranju v sproščenem vzdušju srečali na zanimivem dogodku, na katerem so v skupini Triglav želeli mladim, ki dihajo za šport in s katerimi diha na velikih športnih dogodkih cela Slovenija, približati tudi nekatere druge pomembne vseživljenjske veščine. Dogodek se je odvil v sklopu iniciative Zavarujmo prihodnost. Pomen pravočasnega razmišljanja o finančni varnosti in karieri po karieri so z udeleženci podelili strokovnjaki skupine Triglav. S svojimi osebnimi izkušnjami pa naši vrhunski športniki in parašportniki. Ko sem bil mlajši, ni bilo še takih delavnic in pač mi je ful fajn, da so se pač v zavarovalnici odločili, da nekako povežejo vse skupaj, se pravi povabijo te mlade športnike, tudi nas pač že malo bolj izkušene in da spoznamo to tematiko od bližje. Je pomembno, da nas pač izobražujejo, da to pač spoznavamo pobližje in da tudi mi potem to delimo z ostalimi. Vrhunski šport velikokrat hodi po meji telesnih zmogljivosti in se še toliko hitreje lahko dogodijo poškodbe. Včasih žal tudi tako resne, da športniku spremenijo celotno njegovo življenjsko pot. Kot se je to zgodilo nekdaj odličnemu motokrosistu Aneju Dopliharju, ko je zaradi nesreče na tekmi pristal na invalidskem vozičku. Takrat se spomnim, bil sem res fokusiran na fizioterapijo, da postopoma spet se vrneš v življenje, da se presedeš v voziček iz postelje in podobno. Tisto je bil glavni cilj. Ker priješ domov pa rabiš prilagoditve k stanju, nekaj je financirano iz strani države, kar se tiče zdravstvenih pripomočkov, večji del pa ostane na tebi. Po zaslugi skrbi za prihodnost in primernega zavarovanja pa si je lahko svoje novo življenje dovolj hitro postavil v nove okvirje. In zdaj navijamo za njega v disciplini parakolesarjev. Anej svoje izkušnje vedno rad podeli tudi z drugimi. Večina vidi, da sem pozitiven in hočem prenesti tudi to sporočilo, da vidijo, da tudi če ti zgodi nekaj hudega v življenju, da ti življenje obrne na glavo, da gre življenje naprej in da se da še zmeraj živeti in uživati življenje tako kot pred poškodbo. Poslanstvo skupine Triglav je ustvarjanje varnejše prihodnosti in to je tudi, bom rekla, rdeča nit naših sponzorstev, ker okolje, v katerem poslujemo, želimo vanj tudi vračati. In zagotovo je ena od pomembnih stvari tudi vključenost družbe, to je tudi eden od razlogov, zakaj nam je pomembno sodelovanje s parašportniki, ker njihove vrednote, kot so pogum, neustrašnost in premagovanje ovir, so mogoče v nekih trenutkih lahko res dober vzgled posameznikom, ki v bistvu v življenju nimamo takšnih težav, pa se nam zdijo zelo nepremostljive. In zagotovo je to tudi ena od razlogov, zakaj ta vključenost v družbo zelo pomembna. Vse pa nas je navdušil tudi iskriv in srčen pogovor dveh odličnih športnic, olimpijske prvakinje judoistke Andreje Leški ter paralimpike, kapetanke slovenske reprezentance odbojke sede Lene Gabršček, v še bolj odlični družbi njunih mam. Teme pa seveda športni začetki, odraščanje ter vpetost in pomoč družine v njuni športni zgodbi. Zanimivo jo imeti tudi ob strani, slišati mogoče v nekem takem okolju tudi njeno mnenje, ampak mislim, da je zaradi tega samo še toliko bolj resnično, pristno in zabavno tudi, ker smo preprosto taka familija. Jaz probam biti čim bolj iskrena, povedati stvari tako, kot sem jih jaz doživljala. Če sem spoznala nekaj za dober način ali pa neko dobro prakso, to z veseljem podelim z drugimi. Se mi zdi super, da je bila Andreja kot olimpika, pa jaz kot paralimpika. Se mi zdi, da je pomembno sporočilo to, da so vseeno neke razlike med olimpici, paralimpici oziroma športniki in parašportniki obstajajo in pač so realnost. Hkrati pa verjetno tudi starši imajo drugačne izzive. Pri nas mogoče bolj neki osebnostni izzivi, pri njih pa vedno vezani bolj na šport pa vztrajanje pa
iskanje prave motivacije. No. Imam 2 krasni punci. Na Leno sem pač še posebej ponosna, ker se je glede na to, da se je njena življenjska zgodba začela malo drugače, zelo ponosna, no, da se je našla, da je sprejela samo sebe in da se vidi v tem športu. Mladim z invalidnostmi šport lahko da zelo veliko. In da bi dober glas o parašportu dosegel čim več mladih, z različnimi aktivnostmi skrbi tudi program Postani športnik. Ena izmed njih je vsakoletni spletni strokovni posvet o integraciji in motivaciji mladih invalidov v šolske športne dejavnosti. Program Postani športnik skozi različne dogodke ter z dobrim zgledom parašportnih ambasadorjev že vrsto let nagovarja mlade z različnimi invalidnostmi, da se poizkusijo v različnih parašportih, najdejo pravega za sebe in v njem tudi ostanejo. Pa naj bo to za boljše počutje in prosti čas ali pa s tekmovalno vizijo in mislijo na velika parašportna tekmovanja. Pomemben del k temu, da so mladi telesno aktivni in da vzljubijo šport, lahko prispevajo tudi šole. Še vedno se prevečkrat dogaja, da so mladi z invalidnostmi opravičeni športne vzgoje in da obstanejo ob strani, namesto da bi tudi oni užili dobrobiti športa. Zato Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite v sodelovanju z dolgoletnim podpornikom parašporta Lidlom Slovenija vsako leto organizira strokovni online posvet, namenjen športnim pedagogom in staršem otrok z invalidnostmi. Posvet je zelo pomemben, da lahko nagovorimo športne pedagoge in da v bistvu nekako potem integrirano vključujejo invalide v svoje programe vadbe. Pomembno je, da jih v bistvu nekako osveščamo, da jih v bistvu podpremo pri morebitnih vprašanjah in to je zelo pomembno tudi, da nekako naša zgodba, bi rekel, v Sloveniji gre v smislu integracije in ta integracija poteka se pravi v tem športnem delu skozi profesorje, ki nekako se soočajo v šolah športniki invalidi. Posvet je pomemben v tem, da športne pedagoge opolnomočimo v tem, da otroci se aktivno vključijo v športno vadbo in da ne posedajo potem in so gledalci pri športni vzgoji. Pomembnost tudi v tem je, da starši se potem aktivno vključijo v to, da otrok se giba in da mu nekako stojijo ob strani in ga podpirajo pri teh dejavnostih športa. Kajti želimo dobiti aktivne invalide že v tej mladostniški dobi. Na posvetu se predstavijo primeri dobrih praks ter se izmenjujejo osebne izkušnje. Vse v želji najti dobre ideje in jih kolikor se le da prenesti v prakso. Na letošnjem posvetu so svoje osebne izkušnje podelili Lena Gabršček, paraolimpika, kapetanka slovenske ženske reprezentance odbojke sede, športni pedagog Janez Počkaj, učitelj mlade paraplesavke Brine Rogelj, mama mladega invalida Matevža Barbara Čokl. Na posvetu je sodeloval tudi Aleš Šolar, vodja projekta Aktivno inkluzivno, pogovor pa je vodila Metka Šiler Šturm iz Lidla Slovenije. Posvet je pomemben del programa Postani športnik, ki ga podpira Lidl Slovenija in veseli smo, da imamo partnerja, ki skrbi tudi za našo, bi rekel, mlajšo populacijo in naš razvoj, ki se nekako rezultira skozi vrhunske rezultate. Za konec oddaje pa skupaj preletimo še nekaj zanimivih dogodkov in uspehov naših parašportnikov. Najprej čestitke našima igralcema biljarda na vozičku. Matej Brajkovič je na svetovnem prvenstvu v Brisbaneu postal svetovni prvak v disciplini hejbol. Doma smo se njegovemu uspehu poklonili z imenom tedna na Valu 202. Slovenski uspeh na svetovnem prvenstvu pa je dopolnil David Slaček, ki je osvojil bronasto odličje. Tanja Cerkvenik, paraolimpika, nekdanja paraatletinja, je svojo novo športno ljubezen našla v treningu vzdržljivosti in moči. Svoje prve tekme serije Herox, tako imenovanega tekmovalnega fitnesa, se je vrnila s svojo prvo zmago. Čestitke. Čestitke pa tudi slovenski ženski reprezentanci odbojke sede.
Na Zlati ligi narodov so dekleta čisto malo zaostala za zmagovalnim odrom in zasedla 4. mesto. Posebej pa izpostavljamo še 2 dogodka. Podelitev Bloudkovih priznanj za izredne dosežke v športu in parašportu. Vsem prejemnikom, med katerimi je bilo tudi kar nekaj parašportnikov, iskreno čestitamo. Svoje veliko srce pa je ponovno pokazal nekdanji košarkar Goran Dragić. V okviru projekta Podam, da igram je na dogodku v Ilirski Bistrici 2 slovenskima reprezentantoma v košarki na vozičkih, Enisu Musiću in Klemenu Lokarju, podaril nova košarkarska vozička. In za konec še tole povabilo. Otroke in mlade z invalidnostmi ter njihove družine ponovno vabimo na poletni paralimpijski tabor za družine v Laškem. Letos se bomo družili med 21. in 24. avgustom. Več informacij lahko najdete na spletni strani taborzsjs.si ali pišite na majda.kocar@zsjs.si. Ne glede na to, kakšne so naše telesne posebnosti in želje, vedno lahko najdemo šport pisan na našo dušo. V današnji oddaji je bilo to vse, ponovno se gledamo naslednji mesec.